V tednu dni 1000 prometnih kršitev in 827 plačilnih nalogov. Celjske nepremičnine prejele 600 vlog za neprofitna stanovanja. Celjani na domači premieri niso bili kos Vespremu. Slovenske prvakinje priprave začele s 5 novinkami. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. V enotedenskem vseevropskem poostrenem nadzoru hitrosti so na območju policijske uprave Celje policisti zaznali okoli 1000 prometnih kršitev, izdali pa so kar 827 plačilnih nalogov. Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so policisti največ kršitev zaznali zaradi prekoračitev hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola. Tudi celjski policisti so se pridružili izvajanju državne akcije Hitrost. Gre za poostreno nadziranje upoštevanja pravil v cestnem prometu. Rezultati so zaskrbljujoči. Sami rezultati so zelo slabi, kar se seveda kaže tudi v letošnjem poslabšanju stanja varnosti cestnega prometa. Samo na celjskem oziroma koroško-celjski regiji je umrlo kar 16 udeležencev v cestnem prometu, lani 5 v enakem obdobju. Seveda je prvi vzrok prometnih nesreč hitrost, transmer vožnje prednost, nepravilna prehitevanja in predvsem alkohol. Zato smo nasplošno že mesece nazaj odreagirali, aktivirali zopet projekt varnosti cestnega prometa, posebne patrulje za dodaten nadzor cestnega prometa. Seveda smo pa še posebej poostreno nadzirali promet oziroma po problematiki hitrosti celi teden. In kakšno je stanje na Celjskem? Nažalost smo ugotovili samo na območju policijske uprave Celje kar 991 prekrškov, kar je seveda, bomo rekli, kar nedopustno. Bliže se tudi novo šolsko leto, čez dober teden, tako rekoč. Tako da res pozivamo vse udeležence v cestnem prometu, da dosledno upoštevajo cestna prometna pravila. Posebej mogoče bi poudaril že dan, dva po zaključku tega obdobnega načrta poostrenih aktivnosti. Posamezni vozniki očitno mislijo, da ni več nadzora, pa seveda temu ni tako. Samo včerajšnji dan smo beležili kar 3 zelo hude prekrške, od tega 2 prekoračitev hitrosti v Celju 124 km/h, v Šentjurju v naselju 104 km/h, na omejitev 50, na Koroškem voznika z 2 promilom alkohola v krvi. Nenazadnje se je zgodila pa kar zelo huda prometna nesreča na avtocesti pri priključku Dramlje, ko je voznik z neprilagojeno hitrostjo, tako rekoč brez zaviranja po prehitevalnem pasu, pripeljal, trčil 3 vozila in tovorno vozilo. V tej nesreči se je 8 ljudi telesno poškodovalo, voznik pa je vozil pod vplivom alkohola. Policisti svetujejo tudi, da naj vsi udeleženci v prometu prijavijo neodgovorne in pijane voznike, saj ne smemo skrbeti le za svojo varnost, temveč smo odgovorni tudi za varnost ostalih udeležencev v prometu. Celjska družba Nepremičnine je konec marca letos objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Nanj so do roka 26. aprila prejeli nekaj več kot 600 vlog. Na listo bodo zdaj, ko so vloge pregledali, uvrstili 486 prosilcev, objavili pa jo bodo v začetku septembra. Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih je v Celju ob vsakem razpisu veliko. Tudi tokrat so prejeli približno enako število vlog kot pred dobrima 2 letoma. Po novi prednostni listi bodo stanovanja dodeljevali do konca leta 2021. Odziv je bil pričakovano velik. Prejeli smo 606 vlog. Vloge so v fazi, bom rekel, pregleda oziroma smo že pri koncu. Ugotovili smo, da je približno 120 upravičencev oziroma prosilcev ni upravičenih do najema, tako da pridemo do številke 486, toliko predvidevamo, da bo tudi upravičencev, ki bodo lahko, bom rekel, prišli na listo in bodo čakali na dodelitev za stanovanje. Nekaj je manj upravičencev,
Zaradi tega, ker smo jih že nekaj vmes rešili, ne, se pravi ljudje, ki so se prijavili že na prejšnji razpis, pa so se ponovno prijavili, pa so v tem času že dobili stanovanje, zato je pač nekaj manj. Prva objava liste bo 9. septembra. Potem pa seveda so potrebni postopki, ljudje se preverijo, kako so se uvrstili, imajo možnost pritožbe. Ko se ta zadeva zavrti, približno 2 meseca tak postopek traja, zato predvidevam, da bo končna pravnomočna lista konec meseca novembra oziroma v začetku meseca decembra in potem upam, da bomo že v letošnjem letu kakšno stanovanje tudi oddali. Že na tem razpisu so oblikovali posebno listo, namenjeno gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim. Glede na prijave na njej pričakujejo 10 prosilcev. Bodo pa v prihodnjem letu objavili še vsaj 2 specializirana razpisa. V naslednjem letu pričakujemo oziroma načrtujemo, da bomo tudi pripravili razpis za mlade in mlade družine in seveda razpis za najemna stanovanja za starejše. Znotraj stanovanjske soseske Dečkovo naselje bomo en fond stanovanj namenili tudi za mlade in mlade družine kot posebno kategorijo in seveda pač zgradili bomo tudi 14 prilagojenih stanovanj za starejše, tako da predvidevamo oziroma definitivno bo v naslednjem letu tudi razpis za starejše. Potem pa upam, da bomo že konec naslednjega leta lahko vselili prve stanovalce v našo novo sosesko. Kot ugotavljajo v vodstvu nepremičnin, se je v zadnjih letih tudi stanje na področju dolgov, ki jih z neplačili stroškov povzročajo najemniki, nekoliko popravilo. Ta gospodarska slika, ki se pač kaže v Evropi oziroma tudi v Sloveniji še mogoče bolje kot v Evropi, se kaže tudi pri nas. Najemniki poravnavajo svoje obveznosti. Večji problem je bil v tistem segmentu, ko najemniki niso plačevali drugih obratovalnih stroškov, ki so jih dolžni plačevati, od odvoza smeti, energetike, vode, upravniških storitev. In ta segment, je v lanskem letu in predlanskem letu, družba je dolžna kot lastnik stanovanj prevzeti te dolgove in seveda pač jih na nek način terjati od najemnikov. Tako da je v lanskem letu bila ena taka, pač bolj zajetna, ampak moram reči, da na ta račun nismo izvedli, deložacij, smo se uspeli dogovoriti z najemniki, računamo pa seveda, da se bodo držali teh dogovorov, da ne pride do najhujšega. V družbi zdaj veliko pozornosti posvečajo novemu stanovanjskemu kompleksu v Dečkovem naselju. V prihodnosti želijo prenoviti še nekaj objektov v mestnem središču, za katere so pred časom že iskali možne arhitekturne rešitve. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se povsem v prenovljeni zasedbi konec tedna prvič predstavili celjskemu občinstvu. V Zlatorogu so v prijateljski tekmi z 20-32 morali priznati premoč finalistu lanske lige prvakov madžarskemu Vespremu. Celjani bodo prvo uradno tekmo v novi sezoni odigrali 30. avgusta, ko se bodo v superpokalu pomerili z velenjskim Gorenjem. Prenovljena in pomlajena celjska zasedba je po prvih preizkušnjah na turnirju v Nemčiji prvič zaigrala tudi pred svojimi navijači. Madžarski Vesprem, ki bo letos ponovno eden izmed glavnih kandidatov za osvojitev naslova evropskih prvakov, je bil za Celjane pretrd oreh in je na koncu slavil 34-20. Za nas je sigurno bil kar težek nasprotnik, glede na to, da so spet letos kupovali na veliko in imajo res igralce, ko so osvojili v bistvu rokometu že vse. Mi, pri nas je mlada ekipa, v bistvu so nosilci igre, mladinski reprezentanti. Mi smo se zbrali en teden prej, preden smo šli v Nemčijo smo začeli trenirati, to je en teden smo bili nekako skupaj, sigurno se je to poznalo na sami tekmi, ampak nič ne de, mi vemo, da dobro delamo in bomo sledili pač tem začrtanim, gremo po začrtani poti, tudi nekaj stvari je tudi bilo dobrih, sploh ko smo naredili video analizo, ampak proti taki izkušeni ekipi vsaka napaka naša so jih kaznovali in pač zaradi tega tudi
razlika na koncu bila tako visoka. Vsi vemo, da je Veszprém kandidat za Final Four Lige prvakov, če ne mogoče celo za naslov. Pokazali so eno lepo igro, mi pa tudi mislim, da ni bilo vse tako, kakor je izgledalo mogoče iz tribun. Izvedbe so bile dokaj dobre, mogoče nam je manjkal zaključek, kakšna ideja na koncu, kakšna podana žoga naprej, ki smo hoteli kaj posiliti, tako da jaz mislim, da tudi ta tekma ne kaže, ni sam ta rezultat, ki je bil, jaz mislim, da smo več pokazali, kakor sam rezultat. Celjani v teh dneh s pripravami nadaljujejo v domačem okolju. Do prve uradne tekme v novi sezoni jih loči še 10 dni. 30. avgusta se bodo v Superpokalu za prvo letošnjo domačo lovoriko pomirili z velenjskim Gorenjem. Sigurno, da se bomo počasi začeli pripravljati tudi na to tekmo. Poslali smo že svoje snemalce, da dobimo tudi videoposnetke, da se dobro analiziramo njihovo igro in da se pripravimo. Sigurno je za nas ta tekma zelo pomembna. Ve se, da je treba osvojiti tudi lovorike v domačem prvenstvu in res je, da je še dolgo čas, ampak težko je pa zdaj pričakovati, kdaj bo ekipa, glede na to, da je na novo sestavljena, kdaj bo tisti najboljši formi. Jaz upam, da bo to dovolj, da osvojimo tudi to prvo lovoriko. Ja, jaz mislim, da za nas vse drugo kot zmaga ne šteje, tako da zdaj še treniramo mislim, da zadnji ciklus priprav, naslednji teden pa začnemo s pripravo na Gorenje in jaz mislim, da se bomo dobro pripravili in da prinesemo to prvo lovoriko domov. V celjskem klubu v prestopnem roku ni prišlo samo do velikih sprememb v igralskem kadru, ampak tudi v strokovnem štabu. Od Cvirkova nova pomočnika sta Klemen Luzar in Luka Žvižej. Sigurno, da je zelo dobrodošlo, da se je okrepil tudi naš kader, glede na to, da je ogromno število igralcev, da so igralci mladi, da potrebujejo tudi individualno delo in si razdelimo delo tako na treningih, da vsak da svoj delež. Ogromno je tudi videoanaliz, priprav na nasprotnika, potrebno je gledati tudi naše napake, snemamo recimo treninge, da se igralci na napakah učijo, da sebe analiziramo, tako da dela je res ogromno, razdelimo si ga in prav vesel sem, da nas je tako veliko. Za Celjane se bo najpomembnejši del nove sezone, Liga prvakov, začel 15. septembra z domačim obračunom proti nemškemu Flensburgu. Košarkarice Cinkarne Celje pa so začele s pripravami na novo sezono. Ekipa slovenskih državnih in pokalnih prvakinj je v primerjavi s prejšnjo sezono doživela precejšnje spremembe. Odšle so vse tujke iz lanske zasedbe, nadomestilo pa jih bo 5 novink. Enoletne pogodbe s celjskim klubom so podpisale 23-letna Američanka Andreona Kis, ki je v lanski sezoni igrala za ukrajinskega prvaka Dinamo iz Kijeva, švedska reprezentantka Paulina Hersler, ki v Celje prihaja iz španske Zaragoze, ter portugalska reprezentantka Marija Kosturkova, ki je zaključila študij v ameriški študentski NCAA ligi. 2-letno pogodbo in zvestobo slovenskim državnim in pokalnim prvakinjam pa sta obljubili dosedanja članica beograjske Crvene zvezde Snežana Bogičević ter ameriška organizatorka igre Tyler Deer. Celjanke bodo večji del priprav opravile v domačem okolju, prve pripravljalne tekme pa bodo odigrale na memorialnem turnirju Jerneja Gortnarja v Kranju.
Jutri se bo v notranjosti Slovenije oblačnost povečala. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severu in severozahodu. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo po večini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačnost strgala. Predvsem v hribovitih krajih bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Oba dneva bo na Primorskem ob šibki burji prevladovalo sončno in vroče vreme. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.